Naj govori svet o meni, kar hoče. Zakaj, ni mi neznano, na kako slabem glasu je neumnost, tudi pri največjih bedakih. Vendar sem jaz pravim, edino bitje, ki s svojo močjo razveseljujem Boga in človeka. Neizpodbiten dokaz moji trditvi je že to, da je, komaj sem stopila pred vaš mnogoštevilni zbor, zasijala na vaših obrazih neka nova, nenavadna vedrina. Čela so se vam na moč zjasnila, pozdravili ste me s tako radostnim, tako prijaznim nasmehom in ploskanjem, da imam vtis, kot da ste se vsi, kar vas vidim tu, zbranih od blizu in daleč, napili nektarja homerskih bogov, pomešanega s sokom zeli, ki odganja žalost. V tem, ko ste poprej sedeli čemerni in mračni. Vzrok, da sem prišla danes med vas, v ti nevsakdanji opravi, boste zvedeli takoj. Samo, če vam ni odveč nastaviti mojim besedam ušesa, seveda ne tista, ki jih navadno nastavljate svetim pridigarjem, ampak tista, s katerimi poslušate sejemske kričače, sleparje in pavlihe, ob kratkem ušesa, s katerimi je dobri naš Midas poslušal Pana. Zakaj obšla me je volja, da prevzamem za nekaj časa pri vas vlogo učitelja, pa ne iz rodu tistih, ki tlačijo dandanes učenčkom pusto žaganico v glave, ter jih učijo vztrajnosti v pričkanju, ki je bolj trmasta mimo ženske. Zgledovati se hočem namreč po starih, ki so se raje imenovali sofisti, da so se izognili zloglasnemu vzdevku modrih. In kaj je, prosim vas, tisto, da govorim z vami odkrito, kakor sem vajena? Kaj je tisto, s čimer se plodita človek in Bog? Mar glava? Mar obraz ali prsi? Roka ali uho, ki se štejejo med spodobne dele telesa? Kaj še? Ud, ki nadaljuje človeško pleme, je tako neumen in tako smešen, da mu še imena ne moreš izreči, ne da bi se režal. On je tisti sveti vir, od koder vse stvari zajamejo življenje, in to resničnejši vir, kakor slovita Pitagorova četrtica. Vsakdo ve, da je detinstvo najbolj vesela in najprijetnejša doba v človekovem življenju. A kaj je na otrocih, da jih imamo tako radi? Zakaj jih tako skrbno negujemo in vardevamo? Zakaj se celo sovražnik razneži ob pogledu na nedolžna bitja in jim pomaga? Vse to stori mikavnost nespameti. Modra narava je drobnim stvarcam dodelila zmožnost, da umejo, rekla bi, z ljubko norčavostjo omiliti vzgojiteljem trud in si prisladkati uslužnost svojih skrbnikov. Temu dodajmo še to, da imajo stari ljudje otroke nenavadno radi in da so tudi otroci vdani starim. Saj tudi to ni nobeno čudo. Vse je pri enih, kakor pri drugih, samo da imajo starci več gub na licih in več rojstnih dni za seboj. Drugače pa se vse sklada. Beli lasje, usta brez zob, sključeno telo, slast do mlečnih jedi, jacljavost, abotnost, pozabljivost, lahkomiselnost, z eno besedo vse, čim bliže so starosti, tem bolj se jim vrača podobnost z mladostjo. A kaj bi še dalje o zemljanih? Razglejte se po vseh nebesih, pa mi vrzite moje ime kot psovkov obraz, ako najdete le ondi enega samega Boga, ki ne bi bil zoprna žverca, če nima zaslombe v mojem božanstvu. Zakaj je Bakhos večen mladenič s kodrastimi lasmi? Ker je prismuknen pijanec, ker mu teče življenje med gostijami in plesom, med petjem in igrami in ker nima s palado niti najrahlejših stikov. Še v sanjah mu ne pride na misel, da bi hotel veljati za modreca. Narobe, najraje vidi, da ga svet časti z norčijo in šalo.
Kakor je opica, po grškem izreku zmeraj opica, tudi če se oblači v škrlaten jopič, tako je ženska zmeraj ženska. To se pravi neumna, pa naj si natakne krinko, kakršnokoli že. Upam, drage moje dame, da niste toliko omejene, da bi mi zamerile, ker vam prisojam nespamet. Jaz, ki sem sama ženska in poosebljena neumnost. Zakaj, če stvar prav preudarite, se imate neumnosti zahvaliti, da ste za mnogo točk srečnejše mimo moških. Predvsem bi ženene imele mikavne privlačnosti, ki jim je po pravici vredna več kot vse na svetu in ki utegnejo z njo tiranizirati celo tirane. Sploh pa, s čim se morajo moškim laže prikupiti kot z neumnostjo? Saj je ni stvari, ki bi je moški ženskam ne dovoljevali. A kaj terjajo v zameno? Zabavo. Zabavajo pa jih z nobeno drugo rečjo ne tako, kakor z norostjo. Nikdo ne poreče, da to ni res, ako pomisli, kake abotnosti blebeta mož z ženo in kake norčije uganja, kadar ga prime sla po njenem objemu. Kaj je bolj noro, kakor če si sam vase zaljubljen in sam sebe občuduješ. In vendar ne utegneš izvesti nič prikupnega, nič prijetnega, nič spodobnega, če nisi sam sebi všeč. Vzemi življenju to zabelo in pri priči bo omrazila govorniku beseda v ustih, bo glasbenik dolgočasil s svojimi melodijami, bo komik svojo pantomimo med žvižganjem pognan z odra, bo poet s svojimi muzami zbujal zasmehovanje, se bo slikar priskutil svojo paleto, bo zdravnik stradal ob svojih praških in vodicah. Z drugo besedo, bodi sam Nireus, pa se boš prelevil v Tersita, Faun bo postal Nestor, Minerva svinja, mojster besede jecljavo otroče, uglajen svetovljan, gorjanec. Vsakdo mora pritrditi, da je vojna izvor in torišče najbolj opazljivih dejanj. Pa vendar, kaj je hujša norost, kot iz ne vem kakih razlogov začenjati to vrsto prepira, ki prinaša eni kot drugi strani zmeraj več slabega kakor dobrega. Kajti za tiste, ki padajo, se kakor za megarce ne zmeni živ krst. Na drugi strani, v kakšen prid so, prosim vas, ko si stojita armadi že v bojnem redu nasproti in so zadoneli hripavi glasovi rogov, v kakšen prid, pravim, so tedaj vsi tisti od študija izmozganega modrijana, ki ob svoji zvodeneli in ohlajeni krvi toliko, da še dihajo. Za boj je treba zastavnih in tršatih ljudi, takih, ki imajo kar se da veliko poguma, pa kar moč malo pameti. Razen, če daje kdo prednost Demostenu v uniformi, ki je, komaj je zagledal sovražnika, po Ahilovem zgledu odvrgel ščit in jo odsvrl. Prav tako slab vojak, kakor dober govornik.